V tem zapuščenem ribniku napada pošast vse ribe. In to vem, ker sem pred kratkim tukaj našel več mrtvih rib, nekatere pa so imele celo ugrizne sledi. Zdaj je moja naloga, da ujamem in rešim vsako posamezno ribo tukaj. Hkrati pa želim ugotoviti, kaj je ta pošast, da jo lahko ujamemo in odstranimo. Ampak to ne bo lahko, ker v ribniku ni samo ena pošast. Ko se bo video nadaljeval, bomo našli kače, ogromne želve, smrtonosne ribe in celo aligatorje. In vse jih bom moral odstraniti, če želimo rešiti te ribe. Tako sem začel z iskanjem in takoj sem nekaj ujel. O moj bog, oglej si to, to je res ogabno. O moj bog, Helen, tam je riba. Prvi zajem dneva in že smo nekaj ujeli, ampak nimam pojma, kaj je to. Videti je kot neka vrsta somiča. Poglej, kako dolge brke ima. To je res kul. Dajmo ga spraviti v to hladilno skrinjo. To vam samo pokaže, da je v tem ribniku veliko rib. Torej, pojdimo nazaj noter in poglejmo, kaj še lahko najdemo. Prav, vzemimo drugi zajem tukaj. O, nekaj čutim. Kaj je to? O, moj bog, poglejte to, fantje. To je ogromna rdeča ščuka. Če se sprašujete, zakaj so te ribe sploh tukaj, je v bistvu tako, da je bil to nekoč ribnik na dvorišču nekoga, kjer so leta in leta dajali najbolj nore ribe, kar jih je bilo mogoče najti. Ker pa zanje ne morejo več skrbeti in so v ribniku pošasti, je zdaj moja naloga, da jih rešim. Tukaj smo že posneli en video in ujeli nekaj res kul rib. Poglejmo torej, kaj lahko danes ujamemo. Nadaljeval sem in ribe so postajale vedno bolj nore. O, kaj je to? Tukaj je neka vrsta jegulje. Fuj, mislim, da se temu reče azijska močvirska jegulja, ampak ta izgleda albino. Tega še nikoli nisem videl, fantje. Poglejte, kako čudno je to. Vau, do zdaj lovimo res zanimive ribe. Sprašujem se, kaj je še tam spodaj. Dal sem ga v hladilno skrinjo in pri naslednjem zajemu z mrežo sem ujel še eno ribo. Ni mogoče. O moj bog, to je mladič rdečerepe somovke. Poglejte, kako je prikupen, fantje. Rdečerepe somovke so dobesedno moje najljubše ribe in zrastajo ogromne. Torej, dodajmo jih v hladilno skrinjo in nadaljujmo. O, mislim, da imamo nekaj velikega. Kaj je to? O moj bog, je to guramija? Mislim, da je, fantje. Poglejte to. To je ogromen albino gurami. O moj bog, to je daleč največja riba, ki smo jo ujeli do zdaj. Ampak imam občutek, da bo tukaj notri še kakšna riba, ki bo veliko večja od njega. Torej, dodajmo ga v hladilno skrinjo. V redu, vzemimo še en velik zajem tukaj. O, mislim, da nekaj vidim. Ni mogoče. Helen, poglej to. To je ogromen kraljevski plako. Poglejte, kako nori so njegovi zobje, fantje. To je prava vesoljska riba. Ti fantje so veliko redkejši kot navadni plakoti. In najti enega tako velikega ni prav pogosto. Tako da je to res super. Takoj smo lovili kup norih rib, a pri tem se ni ustavilo. Smo kaj ujeli? Au! O moj bog, pravkar me je zbodla, fantje. Poglejte to. To je majhen mladič ribsa osoma. In kot lahko vidite, imajo nore bodice. Ta je še čisto mladiček. Zrastejo veliko večje od te. Morda bomo v tem videu ujeli še kakšno večjo. O, mislim, da imam spet veliko ribo. O, ja. Kaj je to? O moj bog, to je ogromen oskar. Umiri se, prijatelj, umiri se. Poskušamo te rešiti. To je res noro, fantje. Poglejte, kako lep je ta oskar. Čeprav smo našli veliko mrtvih rib, je dobro videti, da jih je še veliko živih. Vendar še vedno nimamo pojma, kaj jih lahko napada. To pa je trajalo le do naslednjega zamaha z mrežo in končno našel prvo sled o tem, kaj bi lahko bila pošast. O moj bog, poglejte, dobili smo majhno želvico. Tako je prisrčna, fantje. Poglejte to. To je majhna mlada mehkoklepna želva. Morda se ne zdi veliko, ampak mehkoklepne želve so znane po tem, da so zelo agresivne in da jedo ribe. Torej, če je tukaj mladiček, je lahko tukaj tudi večja. Ampak za zdaj bomo tega spustili nazaj, ker so domači in bomo nadaljevali. Prav, zajemimo tukaj velik zajem. Mislim, da nekaj čutim. Kaj je to? Tukaj je velika riba. To je neka vrsta soma, fantje. Poglejte to. Wow, ima res dolge brke, fantje. Običajno vem, katere ribe lovim, ampak nimam pojma, katera riba je to. Če vi veste, napišite spodaj v komentarje, ampak je res lepa. Do zdaj smo ujeli že toliko rib, fantje. To je noro. Nisem pa vedel, da je v ribniku še veliko več rib. In moral sem jih vse ujeti, da jih rešim. Zato sem še naprej lovil z mrežo in uspelo mi je ujeti nekaj norega. O moj bog, fantje, je to riba? Nimam pojma, kaj je to. To izgleda kot vesoljec, fantje. Ampak karkoli že je res lep. Mogoče je neka vrsta noževke. Če kdo od vas ve, prosim, komentirajte spodaj. Ampak to je še ena nora riba iz tega ribnika. Gremo naprej in poglejmo, kaj še lahko ujamemo. Poglej to, Helena. Dobili smo 2 ribi v eni mreži. Mislim, da se ta imenuje papagajski ciklit. Teh ne ujamemo prav pogosto. In potem imamo tukaj še drugo ribo, ki izgleda kot majhen mladič garja.
Obe sem dal v hladilno skrinjo, nato pa sem naredil šokantno odkritje. O moj bog. Oglej si tukaj. Poglej, tam je kača. O moj bog, to je ogromna kača. To je zagotovo lahko tisto, kar poje vse ribe, fantje. O moj bog, ujel sem ga. Poglejte to. Umiri se, prijatelj. Prosim, umiri se. Mislim, da je to ali podganja kača ali koruzna kača. Torej niso strupene, kar je dobro, ker ga trenutno držim. Ampak mislim, da ne jedo rib. Torej to verjetno ni pošast. Ampak veste, kaj to pomeni, fantje? Pošast je še vedno v ribniku in nimam pojma, kaj bi lahko bila. Zato sem nadaljeval z raziskovanjem in uspelo mi je ujeti še več rib. O, nekaj imamo. Poglejte to. O moj bog, to je albino azijski rdečerepec. Te ribe so izjemno redke. In videti je, da smo ujeli majhno komarjevko in paglavca tukaj. Pojdimo naprej in rešimo somiča, pa tudi paglavca in komarjevko. To je noro. Potem sem zajel še enkrat in uspelo mi je ujeti še nekaj drugega. Tukaj imamo še dve ribi. Ta se imenuje riba s slonovim rilcem in lahko vidite zakaj. Poglejte njen majhen rilček tukaj. To je noro. In to tukaj je v resnici mladič bišerja. To so zelo prazgodovinske ribe. So dobesedno kot dinozauri. To je res super. Stvari so začele postajati nore in lovil sem več kot samo ribe. Kaj za vraga je to? Je to žaba? O moj bog, fantje, poglejte to. Pravkar smo ujeli majhno žabo tukaj noter, ampak ne izgleda normalno. Še nikoli nisem videl česa takega. O, pravkar me je polulala. Fuj, to je ugabno. Zdaj sem čisto zmeden. Plavala je v bazenu. Nimam pojma, kakšna žaba je to. Ampak jo bomo zagotovo obdržali. Je tako prikupna. Nadaljeval sem in začel sem loviti vedno več rib. O ja, nekaj imamo. Kaj je to? O moj bog. Ni mogoče, fantje. To izgleda kot majhen mladič soma vrste Wells. Kakorkoli že, to je še ena res kul riba, ki smo jo rešili. Kdo ve, kaj bomo še našli tam noter? O, nekaj čutim. Kaj je to? Wow, poglejte to ribo, fantje. To je še ena ščuka. Prej smo ujeli rdečo. Nisem pa vsem prepričan, katera vrsta je ta. Kakorkoli že, to je res kul riba. Ko sem nadaljeval z raziskovanjem, sem naletel na še en znak pošasti. V tej mreži imamo še dve ribi. Poglejte to, fantje. To je majhen Rafaelov somček. Ujeli smo njega in potem še eno ribo tukaj. Zdi se, da mu dejansko manjka eno oko. In Rafaelovemu somčku prav tako manjka del plavuti tukaj. To bi lahko pomenilo, da ju je napadla pošast v ribniku, a sta nekako preživela. Zato res moramo ugotoviti, kaj je to. Oh, nekaj čutim. Zagotovo smo ujeli ribo tukaj noter. Oh, neverjetno. To je albino Oskar, fantje. Poglejte, kako lepa je ta riba. O moj bog. Oskari so mi res všeč. So ene mojih najljubših rib. In ta je res izjemno lepa. V tem ribniku je veliko rib. In imam občutek, da jih bo notri še veliko več. Zato nadaljujmo. Vzemimo mrežo tukaj na globokem koncu. Nekaj mora biti tam spodaj. O, kaj to? O moj bog. To je mrhovinarski som, fantje. Poglejte to. Te ribe nisem ujel že leta. Pravzaprav so precej redke. Zato res nisem pričakoval, da bom eno ujel tukaj. Ampak to je res super. Do zdaj smo večino rib ujeli na globokem koncu ribnika. Zato sem se odločil, da malo spremenim in vzamem manjšo mrežo, da raziščem plitvi del. Prav, prvi zajem tukaj v plitvini. Poglejmo, kaj lahko dobimo. Oh, nekaj vidim. Ni mogoče. To je ena debela zlata ribica, fantje. O, wow. Dobili smo tudi veliko komarjevk. Ampak poglejte, kako velika je ta zlata ribica. To mora biti največja, kar sem jih kdaj videl. Prav, poglejmo, kaj še lahko dobimo. O, kaj za vraga je to? Poglejte to. Imamo ribo v mreži. To je zlati severum, fantje. Ta riba je čudovita. Ko sem nadaljeval, so bile ribe vedno bolj nore. In v vsaki mreži sem nekaj ujel. Poglej to, Helena. Imamo ogromno ribo v mreži. Nimam pojma, kaj je to. Ampak izgleda res kul. Izgleda kot klovnska viteška riba, ampak brez pik. To je noro. Ampak zgleda tudi, da imamo v mreži 1000 komarjevk. Poglejte to. Res jih je toliko. Ne morem jih niti prešteti. Ampak brez skrbi, fantje. Tudi manjše ribe rešujemo in jih dajemo v svoj vedro. Kasneje v videu jih bomo izpustili. Za zdaj pa bomo to skrivnostno ribo dali v hladilno skrinjo in nadaljevali. Vzel sem še eno mrežo in ko sem jo vlekel ven, sem opazil nekaj velikega. To je velika želva, fantje. Poglejte to. Kaj pa ti delaš tukaj notri? Kako si prišla v ribnik? Fantje, dvomim, da so ga prejšnji lastniki dali sem noter. Verjetno je kar sam zašel noter. Dobro, da smo ga ujeli ven. Zdaj ga bomo dali v pravi ribnik in nadaljevali. To je res noro. Prav, gremo naprej. Tukaj bomo vzeli še eno mrežo. Na plitvini je bilo veliko rib in žev. Poglejmo, kaj smo ujeli v tej mreži. O, kaj je to? O, moj bog. To je kot ena velika kepa, fantje. Nimam pojma, kaj smo pravkar ujeli, ampak je neka vrsta ribe. Če veste, kaj je to, napišite spodaj v komentarje. Ima pa te nore bodice vzdolž celega hrbta. To je res kul.
O, mislim, da nekaj vidim tamle. Dajmo. Smo ujeli? Ja, smo. Poglej, tukaj imamo veliko klonsko nočno ribo. O, moj bog, to je tako kul. Počakaj, Helena, ne premikaj se. Poglej to. Je to blatni skakač? Je, fantje, poglejte to. Sploh ga nisem opazil na začetku, fantje. Te ribe so res kul. In znani so potem, da lahko hodijo po kopnem, tako kot zdaj. Poglej to je noro. To je verjetno zadnja stvar, ki sem jo pričakoval, da jo bom ujel iz tega ribnika. To vam samo pokaže, da je tam notri lahko dobesedno karkoli. Ko sem nadaljeval, so bile ribe vedno bolj nore. O, imamo veliko ribo v mreži. O, poglejte to, fantje. To je ogromen sinodontis. To mora biti ena največjih sinodontis somov, kar sem jih kdaj videl. In potem imamo še tega čudovitega malega Oskarja. Malo je podoben tistemu večjemu, ki smo ga ujeli. Wow, fantje, to sta dve res kul ribi. Nadaljeval sem z iskanjem, ko sem nenadoma opazil nekaj norega. Kaj je to? O moj bog, je to kuščar? O, ni mogoče. Poglejte to. To tam je tako imenovani tigrasti močerat, fantje. In ta je res ogromen. Ti so dejansko avtohtoni na Floridi. Tako kot želva sem prepričan, da je tudi on prilezel sem iz bližnjega ribnika. To je res kul. Pravkar smo te rešili. No, čeprav smo rešili tistega kuščarja, žal ne moremo reči enako za to, kar smo ujeli naslednje. O, kaj je to, Helen? Poglej tukaj. O, to izgleda kot neka vrsta jegulje. Kaj za vraga je to? O, ne. Fantje, to je vrvasta riba. A žal je mrtva. Ne premika se. To pomeni, da se moramo res pohiteti, ker nam zmanjkuje časa. Tako sem se hitro vrnil v ribnik in začel loviti ribe levo in desno. Kaj je to, fantje? To izgleda kot neka vrsta soma. Fantje, poglejte to. Videti je kot nekakšen gofersom, ampak nisem povsem prepričan. To je res nenavadno videti. Ampak spet, ta riba ima eno dolgo plavut in eno kratko plavut, kar pomeni, da je bila morda tukaj napadena. Torej, dobro je, da smo jo vzeli ven. Potem sem uspel ujeti še nekaj rib in celo to majhno želvico. Ko pa sem nadaljeval, sem naletel na nekaj veliko bolj strašljivega. O moj bog, Helen, poglej tam spodaj. V vodi je kača. O moj bog. Prav, poskusil bom ujeti kačo. Tukaj je, pripravljen? 3, 2, 1, imam jo! O moj bog. To je bil popoln prijem, fantje, tik za glavo. To tukaj se imenuje rjava vodna kača in dejansko so znane po tem, da jedo ribe. Ampak, ker je tako majhna, mislim, da ni pošast, ki jo iščemo. In če pogledate za menoj, lahko že vidim kup rib v tem delu ribnika. Torej, začnimo loviti z mrežo, da vidimo, kaj vse lahko ujamemo. Tukaj je ena. Poglejte to. Pridi v mrežo. Mislim, da ga imamo. O moj bog. Poglejte to, fantje. To je velikanski gurami prav tam. To je velika riba, ampak videl sem še večje tam noter. Torej, dodajmo tega v hladilno skrinjo in nadaljujmo. O, nekaj smo ujeli. Poglejte to. To je velikanski Oskar, fantje. Wow, tudi lep je. Prijatelji, rekel sem vam, da so tam spodaj velike ribe. Nadaljeval sem. In v naslednji mreži sem ujel še eno pošastno ribo. Tale ribnik je tako moten, fantje. Poglejte to. O, ujeli smo ribo. To je velik kraljevski klonski nočni som. O, moj bog. Wow, poglejte to, fantje. To je ena največjih, kar smo jih kdaj ujeli. Zanimivost o teh ribah je, da lahko dejansko plavajo vzvratno pod vodo. Zato jih ni tako lahko ujeti. V hladilno skrinjo greš. Ko sem nadaljeval z iskanjem, smo ujeli toliko rib, vključno s tem mladičem soma vrste ripso in tem mladičem albino pakuja. Pravkar smo ujeli tistega mladiča albino pakuja. Vendar pa mislim, da sem med lovljenjem kače opazil enega precej večjega. Poglejmo, če ga lahko ujamemo. O, tam je. Tam je. O, imamo ga. O, moj bog, imel sem prav. To je pošastni albino paku. O, zagotovo smo pravkar staknili amebe. O, moj bog. Če niste vedeli, možganožerske amebe so paraziti, ki jih lahko najdemo v zapuščenih ribnikih. In če vam voda pride v nos, obstaja možnost, da vam bodo pojedle možgane in boste umrli. To je še en razlog, zakaj moramo biti previdni med to reševalno akcijo. Poglejte zobe tega tipa. Ta riba je sorodna piranjam. Mislim, poglejte to. Ne želite, da vas ugrizne. Vzel sem še en zajemalnik in ujel največjo ribo do zdaj. O moj bog, Helen, poglej to, imamo ogromno ribo tam noter. To tam je pošastna bišerka. O moj bog, to je noro, fantje. To je bilo zadnje, kar sem pričakoval, da bom ujel tam noter. Mislim, da je to ena največjih, kar sem jih kdaj videl. No, očitno je tam spodaj veliko rib. Torej, dajmo tega spraviti v hladilno skrinjo. In potem imam idejo. To tukaj je past za ribe in zdaj jo bomo dali sem noter in jo pustili celo noč. Na ta način bodo ribe, ki so še ostale notri, upajmo, šle noter in jih bomo lahko ujeli. Tako sem vanjo dal vabo in jo spustil dol. Potem sem nadaljeval z raziskovanjem preostalega ribnika, da vidim, kaj še lahko najdemo. O moj bog, poglej to. Je to jeseter? Ni mogoče. Fantje,
Pravkar smo iz tega ribnika potegnili jesetra. To je noro. Te ribe so izjemno redke, ta pa se imenuje jeseter vrste Diamondback. Eden najdražjih jesetrov, kar jih lahko najdete. Vendar so zelo občutljivi, zato bomo tega hitro dali v hladilno skrinjo in nadaljevali. Potem sem še naprej našel več mrtvih rib. Našel sem tudi tega oskarja, ki mu je manjkalo oko. Začel sem izgubljati upanje, ampak v naslednji mreži mi je uspelo ujeti najbolj smrtonosno ribo do zdaj. Kaj je to, Helen? O moj bog, tukaj imamo nekaj norega. Je to tisto, kar mislim, da je? O moj bog, to je aba nožarica. Ena najbolj smrtonosnih rib na svetu. Trenutno ne morem verjeti. To je daleč najredkejša riba, ki smo jo ujeli nocoj. Te ribe so znane po tem, da so izjemno agresivne do drugih rib. In ponavadi jih lahko imate v akvariju samo same, sicer bodo ubile vse ostalo v njem. Torej je to zagotovo lahko ena izmed pošasti tukaj, ki napada vse. No, še ena pošast manj. Vendar im občutek, da je tam spodaj še veliko več. Nadaljevali smo in takoj sem ujel še eno ribo. O, Helen, mislim, da sva nekaj ujela. O, spet ena od teh majhnih ribic blob. Kaj pa delaš tam noter, prijatelj? To je noro. Au, o moj bog, au. Ta stvar me je pravkar pičila, ljudje. No, takrat tega nisem vedel, ampak ta riba je bila v resnici sladkovodna levja riba in so zelo strupeni. Tako smo ga previdno dali v hladilno skrinjo in nadaljevali z iskanjem. Tukaj je bilo res ogromno rib. V vsako mrežo nekaj ujamemo. Poglejmo, kaj imamo tukaj. O, res smo nekaj ujeli, ampak kaj je to? Nimam pojma. Wow, prosim, pomagajte mi prepoznati to ribo in napišite ime spodaj v komentarje. Kakorkoli, zagotovo jo bomo dali v hladilno skrinjo. To je res neverjetna riba. Nadaljevali smo z raziskovanjem in stvari so postajale malo nore. O, nekaj vidim. O, saj se šalite. Spet ena od teh malih debelih žab. O, moj bog, kaj pa ti delaš tam noter, prijatelj? O, pravkar me je poskušal ugrizniti. Kakršnakoli žaba že je to, sklepam, da je popolnoma vodna, ker smo jo ujeli na dnu ribnika. To je noro. O, moj bog. O, moj bog. Tam je blatni skakač. Ujemi ga. V redu, imam ga. Au, žaba me grize. Kaj se dogaja? Ta žaba me grize. Medtem pa nam blatni skakač poskuša pobegniti. To je noro. Potem so se stvari začele odvijati in v vsako mrežo smo ujeli več rib. Mislim, da smo ujeli albino plejko. Poglejte to, fantje. To je res lepa riba. O, tam je še nekaj drugega noter. Poglej, o moj bog, to je še ena plejko. Ampak ta je drugačna. Poglejte to. To se imenuje Adonis plejko in so največja vrsta plejko na svetu. In še nikoli prej nisem ujel nobene. Po nekaj mrežah sem končno ujel še nekaj drugega. Ne morem verjeti, Helen. O moj bog, to tam je sladkovodni delfin. V prvem videu smo tukaj ujeli pošastnega delfina. Ta je le majhen mladiček, ampak je še vedno izjemno kul in zelo redek. Au, prav zdaj me elektrizira, fantje. Zanimivost o teh ribah je, da lahko proizvajajo električne pulze. Zato ga hitro spravimo v hladilno skrinjo, da me neha šokirati. Wow, kakšna nora najdba. Vzel sem še eno mrežo in ko sem jo vlekel ven, sem opazil nekaj norega. O moj bog, Helen, pridi pogledat tole. Ni šans, da je res. Ena nora riba za drugo, fantje. To tam je platinasti rdeče repi som in je ogromen. Poglejte to. To je največji, kar sem jih kdaj videl. Če niste vedeli, so rdečerepi somi dobesedno moje najljubše ribe. Ampak najti platinastega v tej velikosti je res redko. Ta riba tam mora biti vredna nekaj $1000. To je res noro, fantje. No, čeprav je res kul, da rešujemo vse te nore ribe, še vedno nimamo pojma, kaj bi lahko bila pošast. Tako da bomo še naprej raziskovali in upam, da jo bomo ujeli. Gremo. Velik zajem v globokem delu. O moj bog. Mislim, da imamo ognjeno jeguljo, fantje. To tukaj je ognjeni jegulja in to je ena najlepših, kar sem jih kdaj videl. Vendar so zelo spolzke. Zato ga hitro spravimo v hladilnik in gremo naprej. Vzemimo še en velik zajem tukaj, fantje, in poglejmo, kaj lahko dobimo. O moj bog, Helen, poglej tja. Ni mogoče, to je majhna napihovalka. O moj bog, tako je prikupna. Če pogledaš od blizu, je to v resnici napihovalka Cross River, znana tudi kot najredkejša napihovalka na svetu. Tako redka je, da je ta mali verjetno vreden okoli $700, kar je noro. In pravkar sva ga ujela iz ribnika in ga rešila. Torej, dajva ga spraviti v hladilnik. Nekaj čutim v mreži. Zagotovo sva nekaj ujela. Kaj je to? O moj bog. To je še ena albino plako, ampak ta je precej večja. To je noro, fantje. Poglejte, kako lepa je ta riba. Zdaj, medtem ko loviva veliko norih rib, ugotavljam, da če res želiva izvedeti, kaj je ta pošast, bom verjetno potreboval večjo mrežo. Vendar pa je s tem ena težava. Moja največja mreža nima dolgega ročaja, kar pomeni, da če jo želim uporabiti, bom moral iti v ribnik. In točno to sem tudi naredil.
O, bog, fantje, to je malo strašljivo. Tukaj je lahko dobesedno karkoli, ampak edini način, da izvem, je, da začnem loviti z mrežo. Nekaj čutim. Ujeli smo veliko ribo tukaj, Helen. Kaj za vraga je to? To je velik sladkovodni morski pes. Tega res nisem pričakoval, fantje. Poglejte to. Čeprav jim pravijo morski psi, dvomim, da je ta riba tista, ki napada vse, ker so ti fantje v resnici precej mirni in ne jedo drugih rib. Imenujejo jih morski psi samo zaradi njihove hrbtne plavuti tukaj zgoraj. In res izgleda kot morski pes. Dal sem ga v hladilno skrinjo in potem sem se vrnil v ribnik. Pojdimo malo globlje in poglejmo, kaj lahko tukaj ujamemo. Velik zajem. Dajmo. Nekaj čutim. Je nekaj velikega, karkoli že je. Bog, poglej to. To je velik som z rdečim repom. To je res kul. To je veliko večje od tistega, ki smo ga ujeli prej. Poglejte to, fantje. To tam je pošast iz ribnika. Še naprej sem lovil z mrežo in hitro sem ugotovil, da je ta ribnik poln sladkovodnih morskih psov. Bog. Nekaj me je pravkar napadlo, fantje. Hitro sem vzel še eno mrežo in mi ga je uspelo ujeti. Čutim nekaj večjega od tega, Helen. Ujeli smo še eno pošastno ribo. To je še en ogromen sladkovodni morski pes. Bog. Ta je še večji od prvega. Poglejte to, fantje. No, fantje, če sta tam dva, jih je lahko še veliko več. Zato bom tega dal v hladilno skrinjo k drugemu in bomo nadaljevali. Mislim, da tam vidim nekaj velikega. Poglejmo, če ga lahko ujamemo. Bog, popolnoma sem moker. Ne, škornji so se mi pravkar napolnili z vodo. To je mrzlo. Počakaj, mislim, da imamo nekaj v mreži. Poglej, tam spodaj je velika albino riba. Kaj za vraga je to? Fantje, poglejte to. To je ogromen albino azijski som z rdečim repom. Mislim, da je to največji, kar sem jih kdaj videl. In poglejte, kako je debel. Tam notri se dobro prehranjuje. Moj bog, to je res noro, fantje. Imamo še eno pošastno ribo. Veliko rib smo ujeli na globokem koncu. Zato naredimo še nekaj zamahov z mrežo tukaj na plitvini in poglejmo, kaj lahko dobimo. Gremo. Velik zajem. Daj no, daj mi kaj. Bog. Tokrat imamo veliko mulja. Ampak dvignimo to gor in poglejmo, če smo kaj ujeli. Ni mogoče. Saj se šalite. Fantje, ujeli smo še eno ribo abanoš. Še nikoli v življenju nisem videl toliko teh rib. Kakšna lepa riba, fantje. Ne izgleda, kot da bi bila smrtonosna, pa vendar je. Nadaljeval sem z raziskovanjem. In v naslednjo mrežo sem ujel tole. Čutim nekaj velikega v mreži. Pridi sem. Mislim, da je spet morski pes. Saj se šalite. To je že tretji, ki smo ga ujeli do zdaj. In ta je tudi precej velik, fantje. Poglejte to. Mislim, da lahko z gotovostjo rečem, da je ta ribnik zagotovo poln morskih psov. Zdaj pa mislim, da se bom odpravil do najglobljega dela ribnika, da vidim, kaj vse tam živi. Mislim, da je tole najstrašnejša stvar, ki sem jo kdaj naredil, fantje. Resnično nimam pojma, kaj je tukaj notri. Vem samo, da je agresivno. Prvič sem z mrežo segel v globoki del, ko me je nenadoma nekaj napadlo. Moj bog, moj bog. Nekaj ogromnega se me je pravkar dotaknilo. Bilo je sluzasto. Izgubil sem mrežo. Dobil sem mrežo, pa še težka je. Fantje, obstaja možnost, da imamo prav zdaj v mreži tisto, kar se me je pravkar dotaknilo. Res je tako težko. Moj bog, kaj za vraga je to? To je največja želva, kar sem jih kdaj videl. To je težko, fantje. Mislim, da je to ogromna, mehko oklepna želva. Torej sem morda imel prav prej v videu, ko sem našel tistega mladiča. Torej, če je tukaj mladič, je lahko tukaj tudi večja. Moj bog, ne hecam se. To je največja želva, kar sem jih kdaj videl. In kot sem rekel, so te živali zelo agresivne in jedo ribe. Torej bi to zagotovo lahko bila pošast, ki je napadala vse. Samo poglejte, kako velika je ta stvar. Ima tudi ostre kremplje. Pravkar me je opraskal. V redu, samo odložil te bom. Ni zadovoljen. To je res noro. Ko smo ujeli to ogromno želvo, sem bil prepričan, da smo se znebili pošasti. A ko sem se vrnil v ribnik, sem ugotovil, da je tam spodaj še nekaj veliko večjega. Bobby, takoj pojdi iz ribnika. Zakaj? Resno mislim, takoj ven. Prisežem, pravkar sem videl aligatorja. Kaj? Aligatorja? Se šališ, kaj ne? Kje je bil? Tamle v grmovju? Nikakor ne. V redu. Upam, da ste to ujeli na kamero, fantje. Helena je pravkar rekla, da je tam videla aligatorja. V tisti vodi sem bil skoraj 1 uro. No, to pomeni, da se tja ne bom več vrnil. Vse ribe moramo še vedno spraviti ven. Mislim, da imam idejo. Tukaj imam 2 ribiški pasti. Eno manjšo in eno večjo. Obe bomo nastavili s tilapijo in jo pustili v ribniku celo noč. Tako bo vse, kar je še tam spodaj, šlo v pasti in bomo lahko ujeli. Manjšo bomo postavili na plitvi konec, večjo pa na globoki konec. Zdaj pa je čas za čakanje. V redu, fantje. Zdaj je sredi noči in čas je, da preverimo vse 3 naše pasti za ribe.
Upam, da smo v eni izmed njih ujeli pošast. Začeli bomo tukaj z najmanjšo pastjo za ribe in se bomo pomikali do največje. Dajmo, potegnimo jo ven in poglejmo, kaj smo ujeli. Gremo, vidimo kaj? O, moj bog, vidim nekaj rib notri. O, v tej pasti imamo veliko rib, fantje. Dajmo, odprimo vrata pasti za ribe. O, moj bog, poglejte to. Imamo še eno azijsko močvirsko jeguljo. To je res kul, dodajmo jo v vedro. Tukaj imamo še več rib, fantje. Poglejte to, to je čudovit mali Oskar. Tukaj imamo še enega albino pakuja. Fantje, to je noro. V tej pasti je res ogromno rib. Moramo pohiteti. Dobesedno ven vlečem polne pesti rib. Imamo malega cinodontisa, električno modro akaro in še enega malega Oskarja. Dajmo preprosto stresti preostale ribe ven. O moj bog. Ne, počakaj, poglej to. Imamo še enega malega blatnega skakača. To je res kul, fantje. V pasti smo ujeli malega blatnega skakača. In videti je, da imamo malega albino iridescentnega morskega psa, še nekaj ciklidov, še enega cindontisa in enega guramija. To je bilo res noro, fantje. V prvo ribjo past smo ujeli toliko rib. Zdaj bomo preverili še drugo. In kdo ve, kaj bomo tam našli. Prosim, reci mi, da smo kaj ujeli. Oglej si to. Že vidim ribo notri. O moj bog, ta past je tako težka. Ujeli smo toliko rib. Poglej to. Wow, dobili smo ogromnega kraljevskega pleka. Kaj je to? To je že naš tretji danes po noči. Dajmo ga v vedro. Imamo še enega malega albino pakujčka in enega guramija. Ampak tukaj so še velike ribe. Poglej to. O moj bog, to je še ena velika soma jastreb. To je že naš drugi danes. Dajmo ga v vedro. Ne morem verjeti, poglejte to. To je mali sladkovodni morski pes. O moj bog, tukaj je res toliko rib. Moram pohiteti. Poglejte to, fantje. Sploh ne vem, katera vrsta soma je to, ampak je neverjeten. Napišite spodaj v komentarjih, kaj je to. Mislim pa, da imamo tukaj še nekaj rib. O, tukaj je še en velik kraljevski pleko. Poglejte to. Ta ribnik je dobesedno preplavljen s temi stvarmi. Preostanek pasti za ribe sem stresel ven in na koncu našel mladiča frontoze in mladiča želve hlastavke. O moj bog. Poglejte, kako je to ljubko, fantje. To je majhen mladič želve hlastavke. Ostalo so paglavci in komarjevke. Ne skrbite, tudi njih bomo rešili. Ampak zdaj, fantje, je čas, da preverimo tretjo in zadnjo past za ribe. In to je tista velika. Če bo pošast v kateri od teh pasti, bo v tej. Torej, gremo. O moj bog, počakaj. Pravzaprav čutim, da se nekaj premika v pasti prav zdaj. Karkoli že je veliko. O bog, ampak ničesar ne vidim. Sem nervozen, fantje. Vem, da sem nekaj začutil tam noter. O moj bog, ni šans. Ste videli to? V pasti je dejansko aligator. O moj bog, ne morem verjeti, fantje. Pravkar smo ujeli aligatorja. Pazite, pazite. Moramo biti previdni, fantje. To je dobesedno aligator. Če bi res hotel, bi nam lahko odgriznil roko. To je zagotovo pošast, ki smo jo iskali ves ta video. In dejansko smo ga ujeli. O moj bog, pravkar me je poskušal ugrizniti. Ste videli to? To je res strašljivo. Bil sem v ribniku, lahko bi me napadel. Mislim, da lahko rečemo, da smo končno ugotovili, kaj je napadalo vse ribe. Žal pa je ta aligator tako velik, da je verjetno pojedel veliko rib kar cele, pa sploh nismo vedeli. Dobra novica pa je, da smo ga končno ujeli in smo med tem rešili veliko rib. Zdaj moramo samo še ugotoviti, kaj bomo z njim. Ampak to ne bo lahko, ker po zakonu ne smemo dotikati aligatorja, vendar ga moramo spraviti iz te ribje pasti in poskrbeti, da se ne vrne nazaj v ribnik. Zato imam idejo. Previdno sem ga odpeljal do potoka, kjer sem izpustil mehkoščitno želvo, nato pa sem z nožem prerezal past, da se lahko sam splazi ven. Wow, fantje, kakšen noro dober video je bil tole. Rešili smo toliko rib in ujeli kup pošasti, ampak vem zagotovo, da je v ribniku še vedno veliko rib. Če želite, da se vrnem in izpraznim celoten ribnik, spodaj pustite všeček. 100 000 všečkov in bom to naredil. Za zdaj pa se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav!